Lepo pozdravljeni. Kot rečeno, sem Lojzka Krevs, prihajam iz občine Mirna Peč in vam bom predstavila knjigo Od koška do koša, 58. po vrsti iz zbirke Glasovi, knjigo folklornih in spominskih pripovedi iz naše občine, simbolično pa so zastopane tudi sosednje občine. Knjiga je začela nastajati pred 2 leti na pobudo mentorice in urednice zbirke Glasovi, dr. Marije Stanonik. Zbiranje in zapisovanja zgodbe iz starih časov sem se lotila, ker je že od nekdaj v meni tlela ljubezen do kulturne dediščine in želja po ohranjanju le-te. Življenje mi je že v otroštvu privzgojilo spoštovanje do naših prednikov, ki so s preprostimi orodji in z golimi rokami od zore do mraka, včasih tudi po noči ob mesečini obdelovali zemljo, iz katere so iztisnili zgolj za preživetje. Tudi delo je postalo tudi meni velika vrednota. Takrat sem pridobila tudi spoštljiv odnos do hrane, posebno do kruha. Usvojila sem mnogo kmečkih modrosti, ki mi prav pridejo še danes. Zato moja odločitev. Nikakor ne smemo dopustiti, da bi njihova življenja, delo, trpljenje, veselje, žalost, strahovi in verovanja tonili v pozabo. Začelo se je delo na terenu in kmalu smo ugotovili, da bomo z zbranimi zgodbami simbolično napolnili mali košek. A smo pripovedovalci in zapisovalci smo vztrajali. Pomagala nam je tudi mentorica, dr. Marija, in skupnimi močmi smo zbrali zgodb za zvrhan koš. In to ta velik. 512, od katerih je 285 nastalo po spominu, druge po pripovedovanju, nekaj pa smo jih našli v objavah, torej v knjigah, biltenih, časopisih in revijah in arhivih. Največ zgodb je napisanih v knjižnem jeziku, nekaj v pogovornem, večji del v poenostavljenem narečnem zapisu. 16 pripovedi, ki jih je v knjigo umestila dialektologinja profesor dr. Vera Smole, pa v strokovnem zapisu mirnopeškega narečja. Za lažje razumevanje besedil je knjigi pridan slovar narečnih besed in besednih zvez, le-te dajejo pripovedim poseben čar, živost jezika. Prepričana sem, da bodo vsakega bralca najprej toplo pobožale prisrčne ilustracije, ki jih je ustvarila Marjetka Saje. Narisala je tudi zemljevid krajev, kjer so se zgodbe rodile. Upam, da bodo bralci pozorno prebrali še uvodne besede mentorice in strokovne urednice dr. Marije Stanonik ter geografski, zgodovinski, gospodarski in kulturni oris naše občine, ki ga je zapisala vodja muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, gospa Ljudmila Bajc.
Za konec, naj knjiga Od koška do koša bralce razvedri. Naj bo navdih za nadaljnja raziskovanja, za nove zgodbe, za vzpodbudo pa še misel neznanega avtorja. Bolje je preveč zapisati, kot si premalo zapomniti. Hvala lepa. Najlepša hvala.